V tokratnem tedenskem pregledu imamo za vas precej pester nabor novic. Začnimo ga z javnim prevozom. Mednarodni avtobusni prevoznik Flixbus se namreč pospešeno pripravlja na dobo, ko bo svoje voznike avtobusov nadomestil z roboti. Ja, poročali smo, da se bodo avtonomna vozila najprej uveljavila v gospodarskem sektorju in to je ena od oblik. Novica tedna pa je, da je Evropski svet za prometno varnost v Evropski parlament poslal pobudo, da bi sistem Alcoclock postal obvezen za voznike tovornjakov, avtobusov in kombijev. Seveda gre za tisti sistem, ki vinjenim voznikom onemogoča zagon vozila. Alkohol namreč še vedno vsako leto ubije več kot 5000 uporabnikov evropskih cest. Oddelek za restavriranje starih Porschejev je začel nadomestne sestavne dele za vintage Porscheje tiskati s 3D tiskalniki. V svet avtomobilizma se seli Brabham, torej nekdanje moštvo Formule 1. Imamo tudi presenetljivo novico vezano na prodajo avtomobilov. Prišli so namreč uradni rezultati prodaje po Evropi in po celem svetu. Še zlasti zaradi dobre prodaje v Evropi si bomo leto 2017 zapomnili po povečanju za 2,4%. Močno pa so zaskrbljeni prodajalci premijskih znamk. Električna vozila namreč močno prehitevajo predvidevanja, Teslin model S je namreč po prodaji prehitel prodajo največjih modelov nemške premijske trojice. Celo v Nemčiji, torej na domačem dvorišču teh znamk. Te zato še pospešujejo razvoj svojih električnih avtov. Električna vozila pa naj bi doživela še močnejši boost tudi s pomočjo novega Toyotinega magneta. Ta enako magnetenje kot današnji magneti za elektromotorje ponudi z uporabo zlitine izredno reaktivnega minerala cerija in katalizatorja lantana, torej z dvema precej cenejšima redkima kovinama, kot je neodim, danes množično uporaben kemijski element za proizvodnjo magnetov. Torej v tej novici še ne govorimo o cenejših baterijah, bodo pa se občutno pocenili elektromotorji. Porto Santo, enega od otokov Madeire, pa je za svojega na nek način prevzel Renault Nissan. Sodelovali so namreč pri projektu uvedbe pametnega električnega ekosistema, katerega bistven sestavni del so tudi Renault in Nissani, katerih baterije služijo kot shranjevalci zeleno pridobljene elektrike. Seatov novi veliki terenec pa se imenuje Tarako. Gre za trojčka Škode Kodiaq in Volkswagna Tiguana. Ime pa je izbralo 146.000 Seatovih ljubiteljev. V ožjem izboru so bili še Avila, Aranda in Alboran, Seat pa seveda svoje modele poimenuje po španskih krajih. In spet je glasen Hyperloop. Mogotec Richard Branson s svojim Virginom postavlja testno stezo sredi Indije, iščejo pa tudi pravno podlago, kako bi lahko s temi vakuumskimi cevmi prečkali ameriške državne meje. Kar se novih avtomobilov tiče, je novica tedna Volvo V60. Nova generacija znanega karavana, seveda zdaj narejena po aktualnih smernicah te znamke. In prenovo bo v Ženevi doživel tudi Fordov Edge, uvedel bo novi biturbo dizel EcoBlue, prišel pa bo tudi v športni varianti ST. In ko smo ravno pri Fordu, vpisali so se v Guinnessovo knjigo rekordov. Fasado madridske stolpnice so prekrili z 2 toni težkim in 5265 kvadratnih metrov velikim oglasom, torej največjim na svetu. Njegova površina namreč ustreza kar 20 teniškim igriščem.